Prejle sem omenil seveda, da je funkcija predsednika Republike Slovenije predvsem reprezentativna, tako sledi iz ustave. Ampak koliko se spomnim na to, kakšne funkcije pripisujejo nemškemu ali avstrijskemu predsedniku Republike, Zvezne Republike Nemčije, ki sta primerljiva seveda z našim, čeprav z manjšimi razlikami, je vendarle tako, da jim pripisujejo še drugo funkcijo in to je integrativna. To se pravi, pričakujejo od predsednika Republike, da povezuje različne dele populacije, naroda, ljudstva v neko celoto. To seveda pomeni, da mora predsednik Republike, v našem primeru seveda slovenski predsednik Republike, povezovati vse različne dele slovenskega ljudstva ali slovenskega naroda v neko celoto, kjer lahko ti deli nekako ustvarjalno, konstruktivno sodelujejo. Se pravi, da predsednik Republike ne more ustvarjati med njimi nekih predsotkov, nekih delitev, nekih diskvalifikacij, kar se seveda lahko dogaja in se verjetno dogaja. Predsednik Republike se absolutno mora vzdrževati vseh takih postopkov in seveda dejansko opravljati to funkcijo, ki se je reče integracija Slovencev v neko bolj ali manj dobro delujočo celoto. To se mi zdi zelo važen vidik in verjetno tisto, kar je treba zahtevati od, ne samo od sedanjega, seveda, predsednika Republike, ampak še bolj od bodočega. Druga stvar, tudi konkretna, je seveda tale. Mislim, da tudi dr. Danilo Türk misli, da mora svojimi mnenji stališči posegati v javnost. Zdaj je vprašanje, kakšna morajo biti ta mnenja in na katerih področjih naj se uveljavljajo. Spomnim sem se seveda, da tudi kakšen nemški predsednik ali pa avstrijski, zlasti pa nemški v preteklih desetletjih je stopal v javnost s kakšnimi ne samo kratkimi izjavami in mnenji, ampak prav celovitimi analizami nekega področja. Recimo tako je bil predsednik Roman Herzog, ki je bil predsednik Nemčije od leta 1983 do 1994. In slučajno sem prebral, mislim, da v Deutsche Zeitung, v tistem času, njegov zelo tehten članek o tem, kakšna je bo vzgoja v šolah, še bolj konkretno, ali so sploh smiselni neki predmeti, ki so samo vzgojni, ne pa čisto, ne vem, kako poučni. In je, mislim, bil ne samo zelo temeljit, ampak tudi zelo učinkovit. To pomeni najbrž, da je dolžnost ali celo prav zasluga predsednika Republike, da se vendarle včasih mimo svojih siceršnjih obligacij obrne na javnost z neko analizo in predlogom za ureditev nekega vprašanja. Seveda, demokratičen soudeleženec v neki diskusiji o važnem področju. No, Herzoga sem omenjal prav zato, ker je pisal o področju, ki je za nas silno bistveno, zelo važno, zelo problematično in tako dalje. In bi bilo dobro, da se predsednik Republike seveda bolj ali manj pobavi tudi s takšnimi vprašanji. To je recimo takšna zadeva, ki bi prizadevala predsednika Republike še bolj, to je pa zdaj še bolj problematično vprašanje. Predsednik Republike Slovenije seveda je pooblaščen v nekem smislu, v višjem smislu, tudi za glasnika slovenskega naroda, ki seveda ljudstva, ki je izvor oblasti v Republiki Sloveniji, kot pooblaščenec za varuha slovenščine, slovenskega jezika v javnosti.
To je seveda njegova dolžnost že zaradi tega, ker je slovenski jezik v ustavi opisan kot uradni jezik Slovenije in kot vemo, jasno je ta njegova funkcija bistvena, pomembna na različnih področjih, na različnih ravneh in najbrž je v času, ko se bijejo nekakšni boji za slovenščino in proti slovenščini, verjetno kar precejšnja odgovornost predsednika republike, da se pobavi tudi s takšnim vprašanjem. Seveda z neko modro analizo, z nekimi predlogi, z neko presojo, ki vidi vse okoliščine in tako dalje, ampak je to verjetno ena od tistih nalog, ki jih lahko mirno zaupamo predsedniku republike in ki spada med te njegove bistvene, tudi reprezentativne, da predstavlja Republiko Slovenijo ne samo navzven, ampak tudi navznotraj. Sveda, kolega Umek je govoril o Evropi, s tem se popolnoma strinjam. Dejstvo je seveda ta, mi kot država, mi kot narod, mi kot ljudstvo, imamo seveda svoje zgodovinske posebnosti, to je jasno. Mi smo verjetno drugačni, kljub formalni, kako bi rekel, podobnosti, drugačni od drugih držav, drugih narodov, zlasti večjih in drugih ljudstv. In mislim, da je treba to svojo drugačnost kar dosti jasno manifestirati tudi znotraj Evrope, v sklopu Evropske zveze, da tu vendarle pokažemo tisto, kar je za nas specifično, se pravi, da nastopamo v svojih sodbah o tem, kakšna naj bo Evropa ali bolj federativna ali konfederativna ali bolj unijska in tako dalje, prav z tega stališča, da se vidi, kako je naš odnos do Evrope, do Evropske zveze, katere del seveda smo in bomo upanje ostali, da se vidi, kako se ta naš položaj pravzaprav določa prav s temi karakteristikami, ki jih nosimo globoko v sebi.